En lep pozdrav. Danes bo video malo daljši, zaradi tega, ker bomo pogledali nove projekte, kaj se na puščaji mreži dogaja. In pa seveda to je še vedno testna mreža in pa pogledali bomo tudi, kaj se je zgodilo s stvarmi, ki smo jih delali pred časom, tako da tisto bo pa malo hitrejši pregled, ker sem nekatere videe že posnela, pa si boste tam lahko malo bolj podrobno pač pogledali. No, tole je moja denarnica na testni mreži. Poglejte si video o testni mreži. Zdaj tako, vse, kar povem, ni nasvet, ni finančni nasvet, ne govorim vam, da vi v to vlagajte, ampak samo vam predstavljam stvari, ki se meni zdijo zanimive in ki se mi zdijo, da morda bodo enkrat v prihodnosti prinesle pač malo več dobička vlagateljem oziroma pač tistim, ki boste karkoli počeli s svojim denarjem, ki ga imate odveč. Najboljše, da v kripto pač vlagate tisto, kar imate odveč, da ne vlagate v bistvu pač nekaj, kar rabite za kruh, a ne. To bi bilo res dobro, da tega ne počnete, ker ne veste, v kripto svetu je ravno tako kot drugod, to so tvegane naložbe in se lahko zgodi, da kakšna stvar tudi ni v redu, da izgine s trga, da izgubite denar, da pade vrednost ali pa naredite napako in izgubite denar, a ne. To je pa najpogostejše, da ljudje ne razumejo sredstva, v katerega vlagajo, in potem izgubijo pač denar, a ne. Dobro, pojdimo kar pogledat. V bistvu zdaj tole ni na puščajnu, tole je čisto na Ethereumu omrežju. In sicer sem vam hotela predstaviti, da vam pokažem, da če zadnje čase v bistvu kar nekaj delam s tem, da iz Ethereum omrežja prestavljam na Binance omrežje, lahko pa prestavljate tudi na kaj drugega, a ne. To je bridge.context.network. Tale je kar dober, sem ga odkrila pred kratkim, kar v redu. In lahko svojo denarnico povežete, vam priporočam, da povežete raje z Wallet Connectom, se pravi Ledger ali pa preko MetaMaska Ledger, a ne, se pravi svojo hardware wallet, a ne. Zdaj priporočila bi mogoče to, da tisto, s čimer delate, tista denarnica, da imate posebej, da tam pa, ko imate velike zneske pa kakšne vložke, stejke, Hex pa to, dajte imeti pa drugo denarnico, a ne. Ne delati v eni in isti denarnici, majčkeno si razporedite ali pa vsaj račune v denarnici si razporedite za vsak slučaj, če kdaj izgubite side, da ne izgubite vsega premoženja, a ne. Skratka, vi lahko, tukaj imamo kar nekaj, se pravi Ethereum omrežje, BNB omrežje, Polygon omrežje, Avalanche, recimo tega ne poznam, tega nisem, s Polygon sem nekaj delala, je kar v redu, s Fantomom ne delam, dela pa odlično to omrežje. Gnosis Chain sem tudi v bistvu že delala, je zelo varno, zelo v redu omrežje in ga rajši uporabljam kakor MetaMask recimo. Tega ne poznam, tega tudi ne, vidite, omrežje je že kar dosti ratalo, tako da Kronos, Solana recimo tukaj ni, Solana je že 4-krat, mislim, da padla ali 3-krat, v glavnem, tako da Solana dobro dela kot kovanec, kot omrežje pa bog pomagaj, a ne. Zdaj tukaj imate, s katerimi kovanci lahko delate, lahko pa seveda tudi poiščete kovanec ali pa ga noter dodate, če boste en kovanec pošiljali, pač najprej izberete omrežje, ne, recimo Ethereum omrežje, potem pa kovanec, recimo USDT, izberete, da pošljete na BNB mrežo, to jaz ponavadi največkrat delam, ali pa, ne vem, tudi Ethereum lahko, in boste dobili potem na BNB mreži USDT kovanec, ki se imenuje Wrapped.
wrapped USDT recimo, ne. Ali pa če pogledamo Ethereum, ne boste dobili, ni ta Ethereum iz te mreže isti kot na tej mreži, a ne. Zdaj tole mogoče, če boste kaj uporabljali fino, zaradi tega, ker bo bridge od Pulse tudi nekaj podobnega, da boste prenašali recimo iz Ethereum omrežja na Pulse omrežje, ki še ne deluje. Pričakujemo pa mogoče, da ta maja, ta mesec od 15. naprej nekako, da Pulse omrežje že bo, no. Upamo to vsi. Okej, naslednja stvar, v bistvu, tole je Hex kalkulator. Na tej spletni strani hexcalc.net, to bom vse dala v opise spodaj linke, tako da nič bati, ni treba tulele prepisovati, ker je težko, ampak boste kar lepo kliknili, pa boste prišli pač na pravo spletno stran, bom dala v opise, tako da brez skrbi. Tukaj noter v bistvu pišete, ne vem, jaz sem dala 1000 heksov, na primer, recimo 1000 heksov na 15 let, to je malo več kot 15 let, 5 dni, lahko date, kakor hočete, recimo lahko date v evrih, če se vam zdi, da lažje vidite v evrih, kliknete kalkuliraj in približno v bistvu boste potem pač videli, kaj se bo z vašim stakeom dogajalo, ne. To je na približno, zato ker noben ne ve, kakšna bo cena heksa takrat, kakšna bo cena sharov. Veste pa, kakšen bonus dobite, to je pa vnaprej znano, bonus, a ne. To bomo pol pogledali na spletni strani od Hexa, tam, ko se to stejka. Tako da približno, da imate malo predstave, ker ljudje nimajo predstave. Okej, naslednja stvar, token sniffer. Tokensniffer.com, ja, tukajle zdaj se je že pojavilo ogromno ljudi, hekerjev, ki so naredili lažne spletne strani za Pulse omrežje. Pulse je zelo aktualno omrežje in je ogromno v bistvu tudi kovancev bo na Pulse omrežju. Upamo, da bomo preselili kar vse, ki so na Ethereum omrežju. Tisti, ki bojo želeli, se bojo preselili, tisti, ki ne, pa ne, a ne. Oziroma nekateri bojo seveda na obeh omrežjih, ker Ethereum ni kar za v koš za v smeti zavržeti, a ne. Jaz bom z Ethereum omrežjem še vedno kakšne stvari verjetno delala in kar imam na Ethereumu, po mojem, bom jaz kar pustila gor, a ne. To vas bom sproti obveščala, kaj jaz delam, pa se pa vi sami odločite, kaj boste sami naredili. Zdaj, token sniffer v bistvu je narejen zaradi tega, ker ko bo Pulse omrežje, to vas res opozarjam, ko bo Pulse omrežje lansirano, boste v svojih denarnicah, pa naj bo to Ledger, MetaMask, karkoli, boste zaznali po vsej verjetnosti zelo veliko nekih nepoznanih kovancev, ki se bojo pojavili in bojo imeli ceno zelo visoko. Se pravi, vi boste rekli, super, to sem dobil pa na Pulse zastonj, airdrop se temu reče, a ne, ker teh airdropov bo precej. Se pravi, vse, kar imate, na primer, da imate Ethereum kovanec na Ethereum omrežju, boste Ethereum kovanec kopijo dobili tudi na Pulse omrežju. Kopijo, ali pa ne vem, kaj imate, USDT recimo, ali pa BNB, ne, na Binance omrežju, boste dobili tudi na Pulse omrežju kopijo tega, a ne. Zdaj Bitcoin pa ne, a ne, Bitcoin pa ni to bomo pa malo kasneje obravnavali, kako je z Bitcoinom. In da bi se prepričali, zdaj, kaj je problem teh kovancev? Problem teh kovancev je v tem, da če so to skemerski kovanci, prevarantski kovanci, ponavadi so te z velikimi zneski, to morate biti zelo previdni,
kaj se zgodi? Vi kliknete na tisti kovanec, greste na Uniswap ali pa katerikoli drug bridge, da boste to zamenjali, da boste prodali ali pa v USDC ali pa karkoli, hočete denar iz tega dobiti in kaj se zgodi? Na vaš računalnik ali telefon se namesti v trenutku zlonamerna koda in vam pobere komplet podatke in vam komplet sprazni denarnico, ne, vse kovance vam bojo pobrali. In to se naredi kar avtomatsko, to ne rabi niti človek delati, to pač programer sprogramira, to so black hati, se pravi skemerji, sprogramirajo pač take zlonamerne kode in vam to vse poberejo dol. Ta token sniffer je temu namenjen, da vi kopirate naslov tistega kovanca, a ne. Recimo, glejte, tule imate najnovejše, v bistvu, tukaj imate tudi, piše latest scam, se pravi zadnje prevare, recimo Sexinu, Black Coin, recimo Doktor Strange Pork in tako. V glavnem, to so prevarantski kovanci, a ne. Če tole 9 minut nazaj so tega recimo dali gor, a ne. In v glavnem, vi, to so novi kovanci in pa kovanci, s katerimi se recimo fake recimo poznam. Pardon. Fake poznam, kliknem, nisem robot, in tukaj imate vse podatke, recimo fake token, jaz ga imam nekaj in boste videli, a je ta kovanec v redu ali ni v redu, a ne, pač tukaj imate podatke in pogledate, a ne. Če pogledamo tegale, je Lambolnuli opozorilo, a ne. Opozorilo, pač tazga kovanca nič ne narediti. Če ga imate v denarnici, ne ničesar narediti, zato ker ta kovanec bo izginil, slej ko prej, a ne, pač če je prevarantski, bo slej ko prej, pač ko bojo to prevaro odkrili, pa v glavnem, ko si bojo nabasali dovolj denarja od naivnih ljudi, pa naivni so tudi tisti, ki ne znajo, to sem bila tudi jaz med njimi, tako da ne boste mislili, da sem kaj posebenega, prav ne. V glavnem, vi lahko tukaj noter pogodbo od kovanca, tole je pogodba od kovanca, a ne. Pogodbo dobite, to je BSC, to je Binance mreža, na Binance mreži dobite kovanc in pogodbo od kovanca, ali pa na Ethereum mrežo, a ne. To smo že pogledali, poglejte moje prejšnje videe, pa boste videli, kako se to pogleda. Kopirate in ga date sem noter, kopirate pogodbo sem noter in potem vam bo token sniffer, ne vem, čakaj, če gremo pogledat, Etherscan, kakšnega Etherscan, ali pa če gremo lažje bo takole, CoinGecko, meni je tole še lažje v bistvu, ne vem, pač, in pa enega izberemo, enega bomo izbrali, recimo, ajde, Solana, kovanec, Solana, ampak ravno 14. sem izbrala, Dogecoin, to je, mislim, da je ERC20, kje bo, da se vidi, kje, ne, pač treba iti na blockchain, a ne, pač njihov, ja, na blockchain bo treba iti, website, Wallets community, search, Twitter, Dogecoin, copy, da bomo videli, če sem ujela ta pravo stvar. Če ne je treba na Etherscan iti, ne, kje. BSC, no, recimo, da je tole Dogecoin, evo, da sem ga našla. Super. Se pravi, lahko tudi recimo vpišemo hex. No, tega pa v bistvu nisem vedela.
Heks. Ne, ja, pa je. Glejte, koliko heksov obstaja, različnih. Heks, še celo 2. Boste res zelo previdni. Kateri je ta prav. Dajte s tem token snifferjem preveriti. To je pogodba, primerjate z Etherscanom, če je pogodba res ta prava od tega kovanca, in potem pogledate kle spodaj, kaj je s tem kovancem. Lahko, da je prevara klele kar nekaj križcev, tako da morate paziti, da ne boste naleteli tudi na napačen heks. Ja, no, tako ta token sniffer je super stvar, to bom dala v opis, gremo naprej pogledati. Elastic, tole je v bistvu Hex Vision, je eden od heksikancov, ki je sprogramiral, naredil tole spletno stran, kjer tudi v bistvu lahko pogledate, kaj se dogaja z ljudmi oziroma denarnicami, ki niso upoštevale pogodbe s Heksom, in potem so se zgodile te stvari, da je koda kaznovala takega človeka, ki je predčasno odstejkal oziroma depozit odprl na Heksu. In kot vidite, tukaj kar veliko kazni, to je v dolarjih, kar veliko kazni, tako da tukaj pa so denarnice, ki so plačale določene kazni. Tukaj piše Wall of Shame, se pravi sramotilni steber. Ja, heksikanci to jemljajo kot, kaj ste to naredili, ampak zakaj, mislim, tisti, ki so naredili te napake, mogoče so se kaj naučili iz tega, ali pa tudi ne, je pa tukaj v bistvu na tej strani, se pravi, koliko kazni je bilo izplačanih stejkarjem, tistim na dan, na dan, koliko kazni je bilo izplačanih nam, ki stejke imamo, tisti, ki stejke imamo še vložke na Heksu. Mogoče je to za koga zanimiva stvar. Pojdimo naprej. Helgo. Ja. Tole si pogledajte, tole vam bom tudi dala, to je kar neka zanimiva zadeva, je tale Helgo. Lahko si tudi prevedete v slovenščino, če vas zadeve kaj malo bolj zanimajo. Je pa testna mreža Helgo, to vam bom tudi dala opis. In sicer lahko s Helgo je kovanec in pa projekt, in pa spletna stran, ki bo na poščeno mrežju. In trenutno je na testni mreži, lahko probate. Tukaj ne bo žrtvovanja, ampak takoj, ko se to lansira, tukaj piše v bistvu, boste mogli zelo hitri biti, da 30 dni časa v bistvu je, da to preučite, oziroma zdaj ga preučite, pa se potem odločite, kaj boste naredili, če boste kaj naredili s tem projektom. Nič vam ni treba. Torej, lahko kupite Heks preko tega, preko Helgota, potem počakate, kupite lahko že prej, Heks, in ga imate na denarnici. To je super, zaradi tega, ker če ga boste imeli na denarnici, se bo podvojil tudi na Pulse Chain mreži. Tako da ni nič narobe, da Heks se zdaj kupi, ker je itak cena nizka Heksa in se splača v bistvu. Potem Mint Helgo using Hex, se pravi, to že poznamo, neki projekti so to že naredili, torej mintanje pomeni, da vi zastonj dobite kovanc Helgo, v to boste 30 dni imeli časa, da boste na Hex, ki ga imate, likviden Hex, dobili toliko pa toliko mint kovancev, oziroma Helgo kovancev, pardon, mint je nekaj drugega, tudi to bomo pogledali. Dobite
Helgo in Heks, oboje, a ne. Ja, zdaj, zdaj v bistvu tukaj, app odprete, kupite Heks, se pravi, lahko se, če pogledamo, dajmo tule klikniti. Se pravi, zdaj smo na testni strani Helgota, a ne. Saj to je, mislim, da je isto. Ne, to je Fiat, pardon. Ja. Okej. Zdaj smo na testni strani Helgo in tukaj vidite, mislim, zelo je preprosto narejeno, res tako, da, se pravi, lahko farmate, farming je pač vlagate pare, po dva, ker Helgo je narejen zato, da pomaga Heksu, da čim več ljudi kupi Heksa, ne, zato je, pač in da če daš par, Helgo in pa Heks, skupaj stejkati, se pravi farmati, potem boš dobil donose, a ne, pač neke donose se dobijo, a ne. Zdaj tole so kar drugače 35% donos, to so res v bistvu visoki donosi, a ne. Torej, če gremo od začetka, recimo buy Heks, toliko, da pogledamo buy Heks, kliknete in vam bo bridge od push-chaina odprl, pa, moram skonektati wallet, jaz imam zdaj testni MetaMask, testni, a ne, zdaj okej, imam kar nekaj, pa dajmo, ne vem, 100, dajmo 1000, se pravi 1000 pulsov, ki jih imam, bom zamenjala, zdaj, ko se bo, začel, a ne, pač, če ne boste imeli pulsov, če niste vložili v žrtvovanje za puls, bi lahko v bistvu na denarnici imate tudi Daj, recimo, ali pa USDT, USDC, USDC se mi zdi boljši kot USDT, temu ne zaupam. In boste lahko prenesli prek bridgea na push-chain omrežje in boste lahko menjali, a ne. Se pravi, lahko tudi, zdaj nimam nič USDT-ja, ampak puls pa imam, pa Puls X imam, a ne. To pa lahko v bistvu, to pa lahko menjam, a ne. In pač toliko pa toliko Heksa, swap v bistvu, zdaj jaz niti ne gledam, koliko so fi, ker so tukaj res toliko majhni, da sploh se niti ne splača pogledati. Potrdite to v MetaMasku in seveda lahko greste na njihov, Etherscan oziroma push-chain scan pogledati, pa, ta kovanec lahko tudi že tukaj dodate v svojo denarnico, če ga nimate, tako da je res preprosto narejeno, a ne. Zdaj to zapremo, close, in zdaj Heks imam in zdaj lahko preko Helgota tudi naredite stake Heks. Se pravi, Heks se da stejkati preko spletne strani od Heksa in od Hedrona in tudi od Helga. Tako da imate 3 variante, pa si izberete tisto, kar hočete, a ne. In kliknete stake Heks in pol tukaj bla bla, vtipkate, koliko bi ga radi stejkali, ne vem, pač 10, na koliko dni, recimo, ne vem, pač, 600 dni, recimo, pa stake Heks kliknemo, potrditi je to treba seveda, potrdi v MetaMasku. Zdaj to se bo pač, zdaj, če so validatorji danes ta pravi, potem bo tole šlo v 3 sekundah skozi, drugače, evo, je šlo, super. Tako, zdaj smo dali, pa lahko pogledam še stejke, a ne. Ne morem, tole bo trajalo, čakajte, saj imam likvidni, tukaj vidim, koliko imam likvidnih, stejkati pa nisem še nič dala, no, to smo pa zdaj skupaj dali, pa bom čez nekaj časa pogledala, kako je, a ne. Imam pa farming, a vidite, imam pa 0,12 v bistvu teh helpov,
teh helpov sem dala na farmanje, a ne, lahko jih pa tudi dol vzamete, a ne, recimo hotela sem mint Helgo. Zdaj Helgo, čakajte, Heks, kaj lahko, tukajle je treba. No, takole, se pravi, lahko zdaj mint pomeni, da bom nakovala Helgote zastonj, zaradi tega, ker imam v denarnici hekse, imam 10 heksov in zdaj dobim toliko Helgota, 1,3 Helgota za toliko heksov. Super, in to je zastonj, dajte to izkoristiti. Če imate hekse na denarnici, pa dajte to izkoristiti. Zakaj ne? Ker to je zastonj. Plačate samo eno mini provizijo. Če pogledamo details, boste videli, v bistvu, da je res zelo, zelo majhna provizija. Tako v tisočinkah centov. Evo, zdaj čakamo na odobritev. Na puščaj mreži moram reči, da se res stvari hitro dogajajo, vedno boljše je, tako da res pričakujemo, da bo to hitro, samo dokler boš kakršnakoli še dilema, napaka, karkoli ne bojo lansirali, dokler ne bojo 100%, da res, ker ko enkrat lansirajo kodo, je konca, ne. To sem že naredila po mojem. Sem zdaj dvakrat. Po moje sem to že naredila. Takole. Evo. Helgo lahko tudi, pa dajmo farm help, ga imam. Kaj helpov? Ne, noč tole dajte previdno, jaz zdajle preveč hitim, ne, bi mogla še enkrat, ne. Dajte, to je testna mreža, tule nič ne izgubite, probajte, tako da boste videli, ne. Buy Helgo lahko kupim, jaz ga drugače imam, tako da ga ne bom zdaj nič kupovala, pa bom klikala farm Helgo. Evo. Pa bom dala ves Helgo na depozit. To bom zdaj dobila, če dam na depozit. To pomeni, da vložim, tako kot na banko. To je zdaj moja banka. Potrdim in to se bo posojalo, seveda pač koda to posoja drugim ljudem. Okay, close, po moje sem naredila. Ja, evo, farming. To pa bi mogla še to drugič potrditi, da bi imela te minte, ne. Jih pa farmam. Če pogledam, farming, takole. Se to je to v bistvu. Ja. V glavnem, withdraw pa pomeni help, se pravi, to bom pa zdaj help dobila dol. To, ko sem farmala pred nekaj dnevi, če kliknem withdraw vedno pomeni v kriptu, da dobiš dol na denarnico, ne. Oziroma pač, tudi če je na denarnici stakano, v bistvu, da odstekaš oziroma odmrzneš iz svoje denarnice. Mislim, da ima Pulse tako narejen, da nič ne gre ven iz vaše denarnice. To vem, da validatorji imajo tako narejeno, da ne gre ven iz vaše denarnice Pulse, ampak da je samo zamrznen v vaši denarnici. Mislim, da imajo drugi tudi isto tako narejen. Tako da to je veliko bolj veliko boljše. Dejansko je veliko boljše. No, a vidite, zdaj imam likvidne helpe, 12 jih imam, ne. 12 jih imam, toliko sem jih farmala. No, tako da s tem se lahko igrate, lahko glasujete, ker je to pač DAO, se pravi decentralizirana organizacija je to in sodelujemo tisti, ki hočemo, ne. Imate tule tudi zgodovino, kliknete, vidite, kaj ste počeli in
Okej, tole si pa malo poglejte, tole je zabavno. Tako, Helga, da gremo naprej. Fiat. Fiat je ena zelo zanimiva stvar. V glavnem, ja, to so tudi imeli neko žrtvovanje. Žrtvovanje je ponovadi v fiat, oziroma v kriptovalutah zaradi tega, da si napolnijo bazen z denarjem, zato da lahko projekt zaženejo, pa da plačajo kakšna 2-3 človeka, da delajo, a ne, pač da so pomoč ljudem, niso pa lastniki, a ne. To so vsi projekti, kjer ni nihče lastnik tega projekta. Dejansko, če pa tudi so, je ta Hex skupnost tako v redu, da ne naredijo tako, da bi vse pobrali lastniki, se pravi vsi dobički, da bi šli lastnikom, ampak tudi vključijo skupnost, tako da ponavadi gre kakšnih 5-10% ali pa 3% ali pa 1% lastnikom in pa v kakšnih 70%, 60% gre tistim, ki vlagajo v ta projekt, a ne. Se pravi, žrtvovanja pa razna žrtvovanja in tako, a ne. Torej lahko tukaj lahko zaslužite, a ne. Tukaj lahko zaslužite, imate staking. Zdaj, če pogledamo, zdaj kaj je fiat? Fiat je dejansko fork od Aave. Aave verjetno poznate, tisti, ki ste v kriptu že dlje časa. Aave je eden boljših projektov v kriptu in tudi kovanec Aave, če pogledamo. Aave je fajn stvar. Jaz imam nekaj vloženo v Aave, nekaj malega, ker sem ga probavala, ampak je tale ta prav, ne, tale ta prvi. Morate paziti, ker je več kovancev, morate ta pravega, ne, pogledati. Aave, če pogledamo od začetka, kako je Aave šel, kaj se je dogajalo, Aave gre zelo dobro, a ne. Aave gre zelo dobro, je precej visoko prišel, zdajle seveda tako kot ves kripto šel dol, ampak še vedno ima pa plus, profit. Aave ima še vedno profit. Tako da je dober projekt je Aave. In trenutno je $116 en Aave, en kovanec, ne. Jaz sem jih ene par kupila in imam zdaj ene par $100 v bistvu. Ampak to bom jaz držala par let, 10 sigurno, zato ker se samo tako splača, ne, pa če en projekt mi je všeč, vložim, ne vem, 5, 10, 15, 20, 30, največ €100 in potem se odločim, da bom tak kovanec držala 10 let ali pa 15, 20 na denarnici in potem lahko bodo iz tega ven milijoni, a ne. Ampak ga bom držala toliko časa, pač to je nekako malo bolj ziher zaslužek. Torej Aave si lahko, če ne poznate, to je na Ethereum omrežju, si lahko pogledate. Zdaj Aave je, se pravi, so supply, to so protokoli oziroma pač, kako bi rekla, bazeni z različnimi mrežami in pa kovanci. Tulele spodaj vidite, recimo Fantom je tudi eden boljših projektov in tudi mreža je v redu. Avalanche tudi v bistvu hvalijo. Jaz ga sicer poznam, ampak ne tako zelo dobro. Fantom pa kar poznam, no. Fantom sem v začetku vložila €3 in zdaj je kar dosti ratalo v bistvu, ampak to bom pustila in sem ga dala na njihovo mrežo stakati v bistvu. In bom pustila 10-15 let, sigurno, a ne. Grem pa vsake toliko časa pogledat, če vse v redu še. Torej lahko stakate, a ne, se pravi, stakanje, smo se že mogoče naučili, pomeni depozit, to je vaša banka. Dejansko je Aave banka, to je prav vaša zasebna banka. Iste funkcije ima, kakor če greste na banko položiti depozit ali pa da si sposodite, ne, to je tudi posojilnica.
si lahko sposodite iz bazena, ko nekdo posoja denar, vi, se pravi s tem stejkom, vi greste pa si sposodite in se zavežete, da boste pač v tokem času toliko pa toliko vrnili. Morate paziti, mislim, pri posojilnicah bodite zelo pazljivi in morate odlično vedeti, kakšni so pogoji. Zato, ker če pade cena kovanca, potem lahko ne izpolnjujete več pogojev, pa pač boste izgubili to, kar ste, vi ste se sposodili, ste dobili nek kovanec, ampak tisto, kar ste dali za zavarovanje, boste pa izgubili. In kam to gre? Gre na dražbo, nekdo dobi pa to za 10% cenejše, kupi, odplača vaše posojilo in dobi vaš kompleten vložek, ki ste ga vi dali, ne. Pa tudi glasovanje imajo, ker je to pač DAO, decentralizirana organizacija. Okej, in zdaj, če skočimo na Fiat, ne, Fiat je pa fork od tole, kar smo zdaj gledali, kar sem vse povedala od tegale Aave, je fork na push-chain omrežju. In se vam splača, ker je tole, vam bom dala spodaj link, povezavo, splača se vam to zadevo preveriti in probati. Zdaj kaj zastonj, ko imate vse zastonj, vse lahko probate. To so bazeni, ki so že ustvarjeni, kjer noter so ti kovanci so že noter, a ne. In recimo, čakaj, jaz sem mislim, da povezana že z denarnico in ta sistem on že vidi, koliko si jaz lahko sposodim, koliko imam kovancev, ki jih lahko zastavim in si sposodim kot, pač vi jih kovance zastavite kot zavarovanje, saj to poznate iz bank, saj to je isto, a ne. Torej, greste lahko vidite, se pravi, nisem nič še delala, bom pridna, pa bom kaj naredila, deposit now, kaj lahko damo, Puls, Hex, Helgo, ja, pa dajmo Puls, kliknemo Puls, recimo, no, tukaj imate vse podatke, glejte, 21%, Madona, kakšna dobra banka, in to je moja banka. Tukaj ni nobenega posrednika, tukaj noben nič ne vzame, razen provizijo plačate za pač transakcijo čez mrežo, a ne, ki je pa res na push-chainu, ne morem poudariti, koliko nizka. Tukaj vidite, koliko imate likvidno, koliko jih imam likvidnih, tolikole imam likvidnih in 80% si jaz lahko sposodim, če hočem, a ne. Čakajte, kje sem? Depozit, da jaz posodim, depozit pomeni, da jaz posodim, ja, to morate paziti. Okej. To si preberite, to, če ne razumete stvari, info, se klikne gor in vam napiše, kaj je, a ne, in preberete, če ne razumete, kopirate, greste v Google prevajalnik in slovenščina, angleščina in boste videli, ne, pač zakaj gre, če ne, pa se lahko tudi malo na mene obrnete, če hočete, pa vam bom posnela. Skratka, tele, če hočete, vam lahko tudi bolj podrobno posnamem kakšen video, če vas zanima. Zdaj, če kliknem continue, kaj se bo zgodilo, tule moram zdaj vpisati, koliko, 1000, bom jih 1000 posodila mreži, 1000, usage, okej, faktor, depozit, tukaj imate tudi korake, kaj se bo naprej zgodilo, tako da to je res dobro sprogramirano, bravo. In seveda spet MetaMask oziroma pač če imate tole povezan z Ledgerjem, pa iz Ledgerja delate, ampak dajte imeti posebej Ledger samo za te stvari, a ne, pač enega imejte za tiste dolgoročne stvari, 10-15 let, enega pa tak za tak mogoče te kratke zadeve. No, tako, dashboard, kliknem in vidim, ja, bravo jaz.
tako, tukaj vidite, kaj se dogaja. Probajte, a ne? Probajte, v glavnem super banka, no ja, jaz sem res vesela v bistvu pač teh stvari. Se pravi, depozit smo bili ravno kar tukaj, tole je borrowing, se pravi, tukaj se jaz lahko sposodim. Kaj si lahko sposodim? Si sposodimo heks, dajmo probati. Faktor. Okej, to kar preučite sami, v bistvu, ke meni je to sposojanje, jaz tega še ne bom delala, sploh ne na začetku, dokler je mreža mlada. Dokler ne bo vsaj nekaj mesecev mreža, jaz sposojanja ne bom delala. Eni imajo te strategije, jih bom tudi posnela, če boste hoteli, lahko delate sami, ampak jaz jih pa ne bom, toliko da povem, a ne. Zato, ker je treba to res dobro razumeti, da ne izgubiš sredstev, ker je škoda. Staking je pa super zadeva, ampak ni še prišlo. Staking je pa depozit kakor heksa, ne. Dejansko, a ne. Se pravi, imate dve zadevi, depozit pa staking, pa tole primerjajte, kaj je razlika. Tako da zdaj pač si lahko kar sami tole pogledate, a ne. Pa bom dala nazaj na markets. Dobro, gremo naprej, kaj imamo še? Pulse.ln. Evo, Pulse.ln. Ja, to je še ena. Okej, zdaj smo prišli do Bitcoina v bistvu. Bitcoin. Torej, Pulse.ln je fork od tegale, Lightning Networka. Zdaj, Lightning Network ne dela najboljše, je pa bil narejen zato, da se Bitcoin mreža je strašno počasna. Traja tudi nekaj dni, nekaj ur, da pač se transakcija sprovede. Je pa dokaj zanesljiva, jaz sem jo zelo dolgo časa uporabljala in je zelo zanesljiva stvar, še vedno jo, ko heks kupujem. Lightning Network je hitrejša mreža, je fork od Bitcoin mreže in pač naj bi ta mreža popravila stvari, ki jih v Bitcoin mreži so narobe. In pa tudi je kot Amazon, si predstavljate, se pravi, imate igralnice, kupujete stvari, menjate, celo z Amazonom je tole povezan, da z Bitcoinom na Amazonu lahko kupujete, se pravi, je mreža, ki je rampa, to je zapornica, rampa, rampa, vsi govorijo rampa, zapornica je sicer to slovensko, to je rampa, zapornica iz fiat sistema evro-dolar v kriptosistem Bitcoin in obratno, in da lahko na neki navadni štacuni, kakor je Amazon, kupujete, a ne. In če gremo nazaj, Pulse.ln je pa fork od tega, od Lightning Network. Se pravi, je to Lightning Network na Pulse Chainu. Bravo. In kaj to pomeni za Pulse Chain? Zelo veliko, zato ker bojo direkt bitcoinovci, ki imajo Bitcoin, lahko prešli iz Bitcoin, pretočili direkt v Pulse mrežo. In bojo pač z njim delali naprej, a ne. To si poglejte, tako da gremo kar naprej. Mintra. Mintra je super zadeva, če mene vprašate. Imate staking, about staking, se pravi, si lahko tukajle lahko si pogledate, je pa to fork od OpenSea, ne. V bistvu, če sem jaz prav razumela, bo tukaj, boste lahko dobili vse NFT-je, jih prodajali, kupovali in stakali. Nora stvar. Staking. Evo, če kliknemo staking app, to je to. In tukaj v bistvu boste lahko add liquidity, buy on PulseX, kaj pa lahko kupam? Mintro. Kovanec Mintro.
Ja. Dobro, to smo že kupili, to sem že v prejšnjih videih, tako da dajte tole pogledati. No, če še niste, poglejte. Naprej, Maximus. Kje je Maximus? Postav se. Tole je ena res krasna stvar, ki se je pa zaključila. To sem vas opozorila in sem vam tudi posnela posebej video, dajte si ga pogledati. Maxija se ne da več dobiti v bistvu tako, da ga zamenjaš likvidni heks za Maxi. To je največji heks stake na svetu do zdaj, ker smo ga pač ljudje smo vlagali noter in je šel to zdaj ta Maxi na stake. Če pogledamo dashboard, boste dol padali po mojem, in sicer tukaj zdaj na dashboardu vidite tisti, ki ste to priložnost izkoristili, kle noter vržete noter svojo denarnico, to se pravi na MetaMasku, klele klik tole, klik, kopirano in nazaj na KC Maxi. Vržete sem noter, paste in pa vam bo Maxi spletna stran preračunala, pogledala, zdaj klele nič ne bo, zaradi tega, ker verjetno nisem niti na pravem omrežju. V glavnem morate ta pravo denarnice, sklej nisem Maxija kupovala, ampak sem z Ledgerja, tistega pač ne dajem v javnost. Torej, zdaj je, celo ceno ima zdaj že Maxi, ker se že prodaja in treasury je pa koliko heksov je bilo vloženih noter v ta projekt, se pravi ta stake. Tokle v bistvu heksov in pa tokle hedronov bomo dobili ko bo čez 15 let ta stake zaključen. Čez 15 let bo ta stake zaključen in bomo dobili pač te hedrone nazaj. Zdaj, tisti, ki ste menjali heks za Maxi, imate zdaj likviden Maxi v svoji denarnici. In zdaj lahko naredite več stvari. Lahko Maxi držite teh 15 let, pa potem zahtevate nazaj heks pa hedron, ali pa ga prodate na trgu, kar pomeni, da boste prodali svoj delež stejka v tem projektu. Zdaj pa pogledajte tole, T-share. 42 tisoč 104. 42 tisoč 104 T-shareov. Nikoli, nihče ne more, razen če ima res milijarde, da vloži noter, oziroma milijone, ne more doseči tega. En človek, če ima milijone, pol doseže tole. Toliko T-shareov. To pomeni, da bomo dobili tisti, ki smo vložili noter, res zelo veliko provizijo, velike nagrade. Tudi, če ste vložili 100 evrov, ali pa 50 evrov, ali pa jurja, boste dobili res velike nagrade nazaj. Je pa tole kar dosti varen, ker so šli preko Gnosi Safea to delati. In pa tudi programer, Deepcatcher, v bistvu meni je to res ena super oseba. Deepcatcher vsake toliko časa odpre kodo in v živo popravlja to, kar na Telegramu, GitHubu, Telegramu in Twitterju ljudje pošiljajo, kaj bi radi, da se spremeni, kako se v bistvu zadeva lahko pač, da ne sam stake, tega se ne da, ampak spletno stran, kaj bi radi videli, katere stvari, kako naj preračunava, to spletno stran popravlja. Direkt v živo. Ljudje govorijo, kaj bi radi, on pa v živo kodo odpre, pa popravlja. Nora stvar. Se pravi, Deepcatcher.
by Maxi. Evo, zdaj pa to pa lahko že delate, če kdo hoče. Če kdo zamudil ta projekt, lahko, samo da vidim, kaj je, sem na napačni mreži po mojem. Ja, v bistvu je treba iti, klele sem na poščen testni mreži, moram iti na glavno Ethereumu mreže, ker to se na Ethereumu dogaja, ne? Še enkrat klikam na. Evo tako, se pravi, pa bi mogla Ethereum imeti ali pa katerikoli drug kovanc, recimo DAI, karkoli, DAI, recimo, pa za 100 DAI, pa kje si zdaj? Maxi. A te najdem? Ne, bi mogla zamenjati. Select token, dajmo še enkrat. Maxi, pa dajmo to zamenjati. Malo se treba namatrati. V glavnem, Maxi. Nekaj swap naredil. V glavnem token je treba najti. Saj zihar, 100% je tukaj nekje v white paper ali pa GitHub. Se pravi, imajo objavljen od Maxija kodo in kliknete select token in pa to kodo sem noter popate in boste dobili tale Maxi, ki ga je zdaj klele. Ne najdem ga klej. Iz seznama se v bistvu Maxi. Ne, ja pa je. Evo ga. Našla sem ga, bravo. Maxi, import token. Import token. Tole. Čekam zmanjšati. Malo štorasto narejeno. Maximus, non-source, ok, uspela sem. Se pravi, kam sem prišla? Na Uniswap.org. Maximus, to je njegova pogodba, to je to, kar sem rekla, da morate noter dati. Zdaj, Uniswap še ne pozna tega tokena, rečete import in in ga pač menjate, no. Menjate, kupite, prodate, kakorkoli, ne, Maxi. Sprav zamenjati Maxi Hex, recimo 10 heksov. Dobite 6 Maxijev. Ja, bravo. Prej mi, ko smo menjali 1 na 1, se pravi 10 heksov, 10 Maxijev smo dobili. Se pravi, zdaj že, evo, to bo že pomeni, da smo profitirali. Maxi je zdaj na trgu 1,34 heksa. Dajmo pogledati, DAI je pa dolarji. Se pravi, je 0,23 dolarja. Maxi, ja, bravo. Bravo, se že dogaja. Mislim, super, očitno. Torej, če boste Maxi zdaj kupovali, boste kupili od nekoga stake. Tiska prodaja. Pogledamo, če je kakšen chart, ki je. No, vidim. Klele charts. Bo Maxi. Overview Ethereum. Maxi. Maximus je. Tukaj bolj pogledate, ne, pač, ja, mlad je, to je par dni staro, v bistvu. Torej, lahko ga kupite, no, če hočete, boste od nekoga stake kupili, pa Maxija držite na svoji denarnici in ga unovčite, ko bo to aktualno, čez 15 let, recimo, za potrpežljive, ne. No, tako, se pravi Maximus, ne pozabiti na Maxi.
prc20.com, zdaj tole je pa spletna stran, ki je naredil Viktor od Pushchaina, in v glavnem tukaj noter lahko kopirate od svoje denarnice naslov in vidite, kateri na Pushchain mreži, kateri tokeni so kateri imate, a ne. Tisti, ki imate na Ethereumu mrežu, bi mogli tudi na Pushchain mreži imeti, in to bo ta airdrop. Se pravi, da boste dobili zastonj te kovalce, kopije. Je pa tako, jaz sem šla to probat, svojo ta pravo denarnico, preizkusila sem zadevo in mi ni pokazali čist pravega stanja. In če tudi vam ne bo, dajte še vi poslati Viktorju, da pogleda to, pa mogoče poprav, preden bo Pushchain zunaj. Gremo naprej. Hedron, to je tudi posojilnica, v bistvu Hedron, in pa ne samo posojilnica, to je spet banka, ne. Zdaj Hedron je tudi naredil Viktor od Pushchaina, v glavnem z njim lahko delate več stvari. Bonus lahko še dobite, se pravi, če imate stake že narejen od Hexa, lahko dobite zastonj Hedrone, če kliknete mint Hedrona, ne. In potem se vam ta dApp odpre. Connect wallet, treba je dala kar MetaMask, jaz drugače grem kar skozi wallet connect, direkt z Ledgerjem in se povežem. Zdaj se bom z MetaMaskom, da ne kompliciram. Imate pa to tudi v enem od mojih videov, če pa ni dosti podrobno, povejte, pa bom cel postopek posnela, ne. Zdaj tole pa zdaj na glavno mreže, ja. Tole v glavnem pa je, kje sem zdaj ostala? Tole pa je resnična Ethereum mreža, zdaj Hedron, ne. Pač Hedron se bo kopiral pa na Pushchain mrežo, tudi se prav, karkoli imate zdaj na Hedronu, se bo kopiral na Pushchain mreži. Hedron je meni en dober projekt, in sicer, kaj lahko naredite s Hedronom, a ne. Lahko naredite stake preko Hedrona. Torej, imate Hex v denarnici in naredite stake, ne. In dobite zraven še Hedron zastonj, kovance. Zdaj je še bonus, potem, ko bonusa ne bo več, pač boste dobili 1:1. Mislim, da to nekaj takega bo, ali pa celo manj, ne. Torej, tukaj dol se vam pol ti stake pokažejo in glede na to, zdaj kaj je pri Hedronu najboljš? Pri Hedronu je najboljš to, da vi si lahko potem na podlagi tega stejka, vložka Hexa, namesto, da bi prodali svoj Hex, ali pa če ste v stiski, si greste sposoditi USDC, ampak morate paziti, spet morate zelo paziti. To si vi sposojate dejansko, to je vaša banka, sami od sebe, ampak so zadaj pravila v kodi narejena in ne smete jih kršiti, ne. In to se morate, sem v Hedronu posnela tudi video, pa dajte si tam pogledati, no, kakšna so pravila, pa še sami absolutno to preučite. Če se boste to šli, dajte najprej razumeti. Če ne razumete, postavite vprašanja meni ali komu drugemu in boste imeli v bistvu, da boste 100%, da ne boste izgubili pola, ne, ker tukaj zavarovanje je 110%, prej, ko smo gledali, je bil 65% pri temu Fiatu, tukaj je pa 110% zavarovanje, ne, tako da morate imeti dosti več Hexa, drugače izgubite, a ne. Če ne vrnete v 90 dneh ali bla, v glavnem nekaj takega je, pa če ne vračate mesečno, če ne vračate tako, kot ste hoteli, oziroma ste se zavezali, ker sami to zavežete, potem vam bo koda pač to vzela in stake vaš bo prodala drugemu za manjši denar in bo vaš dolg bo pač poplačan, ne. Vi pa poplačate lahko sami, če hočete, ne. Tako da, jaz bom te strategije posnela še posebej,
te strategije. Preden se bo puščen lansiral, to bo verjetno še ta teden, po mojem, ker jih zdaj že proučujem. Te strategije pa mogoče vam bo kira blizu, ampak jo probajte prej. In tole bi še rekla, preden greste v neko večjo stvar, dajte najprej probati majhen, ne vem, $10, €10 ali pa €100, če lahko to pogrešate, da če se zafrknete, da vidite, kaj to je. To, kar lahko pogrešate, ne vem, ali pa €20, dajte noter, pa boste videli, pa na krajši čas, par dni ali pa en teden. Pa boste videli, kaj se zgodi, probavajte, da če boste izgubili, da boste izgubili tistih €20. Tako da, dajte, no, pač paziti na svoj denar. Prosim. Gremo naprej. Okej. Zdaj smo prišli Switch Network do PulseX-a. PulseX pa Puls sta glavna na Puls omrežju. PulseX je menjalnica. To je ta glavna menjalnica, tukaj vidite, jaz sem že nekaj delala, lahko zaslužite, se pravi, da farmate, date v pule noter, se pravi te pare. Kot vidite, sem jaz že dala noter neke stvari, add liquidity, ne vem, pač tole. In če vam je kateri od teh pulov všeč, lahko date, pa zaslužite, lahko pa seveda tradate, exchange, kovanec za kovanec menjate na sami puščeni mreži. To smo že gledali pa delali, tako da vidite, da jaz to sem zadnjič naredila in vidite, da stvari dejansko delujejo. Evo, tukaj gor sem že nekaj zaslužila. Bravo. Ok, gremo naprej. Tole je isto, ja. Tukaj imate pule, farms puli, v bistvu, tako da, dajte probati, no, pač na puščenem omrežju. To je na testni mreži, bom dala opis. Gremo naprej. Kaj imamo še? Tukaj je še ena spletna stran, StakeHex Today, ki lahko v bistvu povežete MetaMask ali pa svojo drugo denarnico, date sem noter od denarnice pač naslov. In zakaj je to dobro? Zaradi tega, da vidite, katere stake imate narejene. In pa to nekaj noče. Kje imam MetaMask? MetaMask. Pa sem ga zaprla. Po moje sem ga kar zaprla. Razširi pogled, takole. Connect. Dajmo F5 stisniti, ponovadi F5 refresh pomaga. Ja, pomaga. Super. No, v glavnem, zdaj ta spletna stran mi je pokazala v tej denarnici v bistvu pač koliko imam jaz stakeov, in koliko jih imam, in vi lahko tukaj v bistvu se s tem igrate in predvidevate, koliko bo cena T-share, koliko bo cena Hexa, cena Hexa, ker to so zdaj neka njihova predvidevanja, pa vi predvidevate, pa čas, recimo leta imate spodaj in se s tem igrate, koliko boste čez čas s Hexom zaslužili. Ampak to seveda ugibate. To noben v bistvu ne ve. In zdaj super je pa to, da vi vidite, katere pač kaj imate zdaj na razpolago in vam ni treba prav denarnice priklapati gor. Samo tule noter vpišete. No, malo se poigrajte s tem. To je luštna spletna stran. Boste dobili v opisu link. PulseLN smo, to smo že. Ja, PulseLN.
tako da to lahko ugasnem. Ok, gremo naprej. Naslednji zavihek. Pushchain bridge. Aha, to je pa bridge, ja. Bridge, to še enkrat, da vas spomnim. Pushchain bridge, dajte, to je pa iz Ethereum omrežja v puščeno omrežje in obratno. In probajte, to smo zadnjič probavali, ne bomo šli še enkrat, o tem imate posnet video. Bom dala tudi video spodaj v opis. Tukaj v bistvu, to je Faucet, v bistvu spletna stran, kjer zahtevate zastonj pulse za to, da lahko delate na testni mreži. Sacrifice checker, če ste karkoli za PulseX ali pa Pushchain, dali Sacrifice, tukaj upišete noter in boste videli, koliko boste dobili. In Hex stake, spet F5 po mojem pomagal. To je tudi na testni mreži. Si tudi poglejte, prek MetaMask Ledgerja lahko to delate. V glavnem, to smo že zadnjič šli skozi, lahko zaključimo za stavek. V obdelavi, takole, potrdi tega, to imam vse na testni mreži. Enega sem pa, vidite, na 15 let, pa nisem nič dobila, me je pa koda kaznovala in sem jo vse pobrala. Tisto, kar sem pa bila pridna, tako zdaj še ta stake šel lepo, to sem pa zaslužila, sem pa hekse dejansko zaslužila, recimo, tukaj jih je bilo 5, zdaj imam 5,06 heksa, 5,737, 5,742, na primer, tukaj so me pa pač sama sebe sem zafrknila, tako da vidite, da boste videli, da res zaslužek je in da to deluje in da boste pač dobila. Zdaj, tukaj gor, edin tole bi, dajmo, koliko imam, max 20 heksov, dajmo 10 heksov zastaviti, dolžina, dajmo, ne vem, pač nekaj dni, 22 dni. Dajte tole samo, pač tukaj gor piše efektivni heksi. Ljudje mislijo, da je to, kar dobiš na koncu. Ne, v bistvu to je bonus. Če greste gor, boste videli. To je bonus. Se pravi, če sem jaz dala na toliko dni, sem dobila 0,1115 heksa bonusa. Če pa dam to na 5, 5, 5, 5, kar je maksimum, dobim 30 heksov bonusa. To je bonus, to je nagrada v bistvu. Na koncu vi dobite ta bonus, plus hekse, ki ste jih vložili, se pravi 10 heksov vložim, bonus 30 heksov, 40 heksov, to je zdaj 40 heksov dobim na koncu ven, plus nagrade za dolžino časa, kakor sem imela, plus nagrade od tega, kar so ljudje izgubili, pa predčasno odstekali hekse, plus nagrade od inflacije in te številke tukaj spodaj so zelo visoke lahko. Na malo večji znesek, dolgi rok so zelo, zelo visoke, zato je pa kar nekaj ljudi obogateli že s heksom. Ampak ne na kratek rok. Noben ni s heksom obogatel na kratek rok. Še noben. Tako da potem pogledate lahko prenos, tukaj kaj ste delali, terjatev, bla bla, v glavnem, malo se poigrajte s tem, zastavki so pa najbolj važni. Free Pulse, to boste imeli tudi v realni mreži, se pravi, da boste lahko tukaj dobili zastonj pulse že takoj, ko bo, evo, sem dobila, bravo, 4 že imam pulse, tukaj se lahko igrate, dobite
tudi pulse zastonj, ampak jih lahko tudi izgubite, seveda, ker je to igralnica. V glavnem, če boste depozit oziroma tule gor kliknili free pulse, boste dobili čisto zastonj, brez tveganja. Če kliknemo na moj profil, jaz sem 27, bravo jaz. Zelo sem pridna, zelo to probavam. Sem 27 v vrsti. In to je pač moj profil in tukaj vse v bistvu pač, kaj se dogaja z mano, to se malo poigrajte. To je cela zgodovina, tukaj imate tudi chat, v bistvu to je eden redkih chatov, ki je na blockchainu. To je blockchain chat, od te skupnosti, to je blockchain skupnost. Mislim, da ni edina, ampak je ena zelo, zelo redkih na blockchainu, pa mislim, da je prva. Ne. No, tako, v glavnem, imamo še kaj fiat? Okej, no, to zdaj preučujem, da to so NFT-ji, stejkanje NFT-jev, to pa še ne vem še. V bistvu me je pritegnil ta projekt, ampak je treba kar ljudi spoznati, videti njihove videe, videti, kdo so, kaj so, marsikaj je treba, pač na teh chatih je treba biti in preden se bom karkoli odločila za tole, white paper dobro prebrati, vse to pregledati in jaz to delam kar nekaj časa, ne od danes do jutri, ne skočim v stvari od danes do jutri. In tulele še video, tako v glavnem, ni pa še ta stvar, sploh ni, Zdaj, najrajši grem vlagati v zadeve, ki imajo testno mrežo, zato da jaz vidim, da to res dela, da ni tako da to enkrat bo, pa pol ni, To je to za danes, upam, da vam je bilo všeč, šerajte, lajkajte, pač, povejte ljudem, da te stvari obstajajo, probajte sami, pišite mi komentarje, te stvari mi zelo veliko pomenijo, tudi v YouTubu, da me drugi ljudje lahko najdejo. Hvala vam tudi za sodelovanje do zdaj, za vsi, ki ste pomagali, kar veliko imamo obiskovalcev in bodite dobro se imejte, bodite zdravi in pa bodite predvsem finančno neodvisni. Lep pozdrav.